Se v bistvu danes pridružujem v imenu Zavoda za gradbeništvo in pa združenja SIBIM, Slovenskega združenja za modeliranje z BIM-om. In sicer z enim prispevkom, ki smo ga za vas priročnik pripravili z naslovom Pametne stavbe in digitalizacija grajenega okolja. Avtorji, ki smo prispevali svoje vsebine, smo poleg mene še izredni profesor dr. Andrej Tibavt z Mariborske fakultete in pa Egon Likar iz podjetja Pars. V prispevek smo vključili nekako take 4 glavne teme. Eno je pravzaprav nek pregled oziroma pojasnjevanje, kaj sploh je BIM, kaj je informacijsko modeliranje gradenj oziroma zgradb. Potem širše vpetje, kaj pomeni digitalizacija grajenega okolja, in pa potem navezava na pametne zgradbe in pametna mesta. Danes smo v bistvu slišali že zelo veliko zanimivih predstavitev in vidimo, da pravzaprav iz enega takega mogoče ozkega pogleda vedno bolj prehajamo na eno širšo sliko in tudi pri digitalizaciji smo se v bistvu v zadnjih letih srečevali s tem, da se vedno bolj širi ta slika, kaj in na kakšen način pravzaprav bi želeli digitalizirati in implementirati ta naša nova znanja in pravzaprav kako jih povezati med seboj, da bi prišli do boljših rezultatov. Eno tako izhodišče razmišljanja o digitalizaciji je, da se v stavbi ali pa v več stavbah, skupnih stavb, vprašamo z vidika rabe stavbe skozi celoten življenjski cikel, in sicer od njenega nastanka s pomočjo nekih konceptov, risb, pa potem načrtov, preko seveda analiz in izračunov, da bi dobili takšne objekte, ki jih pač želimo ali pa pričakujemo, pa vse do nastajanja projektne dokumentacije, ki so seveda ključni za izdelavo prefabriciranih elementov, pa potem za samo gradnjo, ki vpliva seveda na rabo objektov in vzdrževanje, pa potem prenovo in na koncu seveda tudi načrtovanje rešitev in morebitne ponovne uporabe ali pa recikliranja določenih elementov ali materialov. In če pogledamo na tak način celostno na stavbe oziroma na grajene objekte ali pa na skupke grajenih objektov, vidimo, da je v bistvu tukaj pravzaprav nastopa ena ogromna količina informacij in če jih želimo vse med seboj ali pa veliko od njih med seboj jih povezati, digitalizirati, če bi želeli pravzaprav povezati različne stroke, bi prišli do bistveno boljših rezultatov. In to je nekako ta ideja digitalizacije, se pravi, zgodovinsko smo se pomikali od nekih ročno narisanih konceptov do precej izboljšanih z računalnikom podprtih načrtov, ki so bili še vedno seveda v 2D in so s tem, se pravi dvodimenzionalni, in so s tem spuščali eno veliko pomembnih podatkov za realno življenje, za realno gradnjo in uporabo. Pa potem nastajanje 3D modelov, ki je v bistvu že bistveno izboljšalo rezultate. Danes pa vedno bolj stremimo k temu, da tudi 3D modeli, se pravi sama geometrija ni dovolj, ampak bi želeli ustvarjati neko skupno odložišče podatkov, kamor bi dodajali tudi semantični del, se pravi, kamor bi lahko dodajali še številne druge dodatne informacije, ki so potrebne, da bi uspešno lahko načrtovali, gradili, pa tudi upravljali in na koncu rušili in ponovno uporabljali objekte grajenega okolja. No, ampak ker seveda naše ambicije kar nimajo konca, se pa v bistvu srečujemo še z enim nivojem, še z enim dodatnim nivojem informacij, ki bi jih želeli digitalizirati, to pa je, da objekti pravzaprav ne ostajajo fiksni skozi svoj življenjski cikel, ampak se seveda spreminjajo, s tem se vsi srečujemo. In v bistvu že praktično ob nastanku prihaja do sprememb, spremembe se nadaljujejo tekom rabe seveda, pa potem pri samih prenovah in seveda ob koncu življenjske dobe, in če bi lahko vse to tudi digitalizirali in če bi lahko
to naredili do določene mere ali pa do precej velike mere celo avtomatsko, da bi se odvijalo v bistvu s pomočjo senzorjev, da bi se odvijalo s pomočjo nekih samodejnih predikcij, algoritmov, potem bi pa lahko govorili o resnično takem visokem nivoju digitalizacije v gradbeništvu in enem takem zelo učinkovitem načinu upravljanja in z našimi viri, naravnimi viri, človeškimi viri, stroškovno gledano, časovno gledano. Skratka, to je verjetno nek tak končen cilj, h kateremu stremimo. No, in če se vrnem nazaj k tisti prvi sliki, to pomeni, da v bistvu se v digitalizacijo vključuje pravzaprav veliko število raznoraznih deležnikov. Tukaj so samo nekateri našteti skozi ta ciklus, ki sem ga prej pokazala. To v bistvu vključevanje številnih strok in številnih pogledov, digitalizacijo po eni strani upočasnjuje, včasih se dogaja, da so v bistvu stvari narobe razumljene ali pa da se v bistvu pogovarjamo večkrat o istih stvareh, ampak po drugi strani so pa v bistvu te premiki zelo globoki, zelo temeljni in verjetno bodo rezultati zaradi tega izjemno dobri, ker se pač več strok lahko povezuje, vedno bolj zgodaj v fazah načrtovanja grajenega okolja. To pa pomeni, da prihaja do sinergij in do nekih čisto novih rešitev in sodelovanja, do katerih prej sploh ni prihajalo. No in seveda, da so stvari bolj kompleksne, nas seveda ne zanima niti to samo na nivoju enega objekta, ampak si želimo, da bi lahko objekte povezovali tudi med seboj v skupke in na ta način upravljali v bistvu cele recimo mestne četrti ali pa cela mesta, cela področja grajenega okolja in na ta način v bistvu učinkovito upravljali, kot rečeno, z viri. Zato, zaradi vseh teh naštetih v bistvu in ljudi, ki so vpleteni, in konceptov, ki bi si želeli vključevati, prihaja do v bistvu ene velike količine podatkov, ene velike količine konceptov in idej. Jaz sem jih tukaj zdaj samo nekaj tako provokativno v bistvu navedla. Se pravi, ne govorimo več samo o informacijskem modeliranju gradenj, ampak govorimo o zlivanju in združevanju, na primer BIM-ov z GIS-i, z geografskimi informacijskimi sistemi, pa po drugi strani z zlivanjem z resničnostjo, navidezno, razširjeno, mešano. Govorimo o strojnem učenju, o računanju v oblakih, o zajemanju oblakov točk, skratka o raznoraznih, kot vidite, iz različnih strok pripravljenih konceptih, ki bi jih želeli združevati na enem mestu. No, da bi to malo uredili za današnjo predstavitev, pa tudi za priročnik, bi mogoče takole jaz rekla 4 ključni vidiki digitalizacije gradenj. Eno je gotovo način komuniciranja in pa pač sama metoda, kako sodelovati med seboj. Ta trenutek lahko recimo govorimo o BIM-u oziroma o zlivanju BIM-a z GIS-i, kot rečeno, pa še tudi z drugimi sistemi. Potem drug pomemben vidik je izboljševanje metod zajema prostorskih podatkov, da so ti pravilni, se pravi pravilno upoštevanje geološkega stanja lokacij za gradnje. Tretji pomemben vidik so napredne analize. Večinoma se pač zdaj vedno bolj poslužujemo nekih samodejnih zajemov podatkov, senzorji in pa tudi analiz, ki vedno bolj potekajo s strojnim učenjem in samodejno. In pa četrti vidik digitalizacije je seveda tudi to obvladovanje, vključevanje inovativnih materialov, vedno novega razvoja, vključevanja okoljsko bolj sprejemljivih nadomestkov, računanja sploh okoljskih odtisov, ponovnega uporabljanja materialov, pa seveda principi 3D printanja, robotskega sestavljanja in pa velik delež prefabriciranih elementov. In če zdaj malo bolj natančno še v bistvu predstavimo vsakega od teh vidikov, kar se tiče BIM-a, bi izpostavila predvsem to, da sodelovanje med strokami običajno pogojujejo vseeno še vedno danes tudi orodja in s tem imam v mislih predvsem programska okolja, programskih okolij, kjer lahko ustvarjamo in upravljamo BIM modele, so teh okolij je pravzaprav zelo veliko in povezovanje ali pa prehajanje med njimi je še danes v bistvu pravzaprav en velik izziv, s katerim se srečujemo. Jaz sem jih tukaj zdaj izbrala malo po področjih, se pravi, če pogledamo samo sam področja, imamo pač BIM orodja, s katerimi si pomagamo pri samem snovanju načrtov, pa potem imamo orodja za analize,
posebno orodje za vizualizacije, s posebnimi orodji spet upravljamo oziroma usklajujemo, primerjamo kolizije med posameznimi modeli. Potem imamo pač namenska orodja za upravljanje objektov, potem namenska orodja samo za upravljanje s podatki, in pa še orodja za samo sodelovanje med strokami. Tako da se že tukaj vidi, da je v bistvu prehajanje med temi okolji lahko izjemno zahtevno, en velik izziv v praksi. Poleg tega se pač sem govorila mogoče predvsem o teh plačljivih okoljih, poleg tega se pa paralelno ves čas razvijajo tudi odprtokodna okolja, ki so zelo zanimiva. Nekaj jih je naštetih tukaj na levi strani ekrana. In pač v bistvu vse to združiti v neko delujočo celoto in strokovnjake povezati na način, da komunikacija resnično poteka in deluje, je kar velik izziv. Pri tem si malo pomagamo s standardizacijo, se pravi pač format IFC, Industry Foundation Classes, ki bi nekako naj zagotavljal interoperabilnost med različnimi okolji, ureja pa ga mednarodno neprofitno združenje Building Smart, katerega del smo postali tudi združenje CBIM. Poleg tega je na primer eno pomembno telo pri standardizaciji prehajanja oziroma podajanja podatkov, seveda tudi SIST. Je pa s standardizacijo vedno tako, da je v bistvu korak vzadej, glede na razvoj, tako da se v bistvu na tem področju še vedno srečujemo še s kar nekaj izzivi. Ena stvar, ki jo lahko še v bistvu v tej prezentaciji omenim, je pomembnost tudi vnaprej določanja natančnosti BIM modelov. Ne bom sicer zelo v detajle to razlagala, ampak modeli so lahko zelo različno poglobljeni, tako pač z vidika geometrije, kot z vidika dodatnih informacij, ki so pripeti na BIM modele. In tudi tukaj v bistvu se srečujemo z številnimi izzivi, kako to v bistvu upravljati, kako pravilno in v kateri fazi v bistvu življenja, življenjskega cikla enega objekta grajenega ali pa skupka grajenih objektov je smiselno iti kako globoko z detajli. No, druga stvar, ki sem rekla, da je pomembna z vidika digitalizacije, je izboljševanje zajemanja prostorskih podatkov. Tukaj se danes veliko pogovarjamo o zlivanju GIS-ov in BIM-ov oziroma o nekem združevanju in kompatibilnosti. Velik napredek nam omogoča skeniranje objektov in naravnega okolja in s tem v bistvu samodejno pridobivanje oblakov točk, od koder bi si želeli seveda čim bolj samodejno začeti pridobivati tudi same BIM modele, 3D geometrijske modele, od tam naprej pa seveda tudi samodejno dodajati semantiko. Pomembno vlogo pri tem vidimo tudi pomoč fotogrametrije in pa za samodejno zajemanje podatkov se zelo uveljavlja tudi delo z droni, se pravi s temi samoletečimi letalniki, ki v bistvu lahko zajemajo podatke na mestih, ki so sicer na primer težko dostopna, ali pa lahko potekajo taki zajemi veliko hitreje in pač avtomatizirano. No in tako v bistvu lahko prehajamo iz nekako oblakov točk dosti hitreje v modele. V modele lahko dodajamo senzorje na objektih, in s tem pravzaprav prehajamo skozi neko, tukaj je tudi navedeno, interoperabilnost, ki je pač vedno večja oziroma se skokovito razvija, do nekih digitalnih dvojčkov oziroma pametnih zgradb, kjer v bistvu lahko že tekom gradnje zaznavamo za posamezne gradbene elemente, kaj se z njimi dogaja. Predvsem je pa to zelo uporabno v času rabe in upravljanja stavb, pa seveda za načrtovanje prenov. In v bistvu na tem področju doživljamo neko skokovito rast in razvoj, predvsem ne samo z vidika zaznave kot take senzorji, ampak predvsem z vidika analiziranja tega, kaj senzorji zaznavajo in samodejnih nekih predikcij, kaj lahko to pomeni za delovanje stavb za bodoče, se pravi za neko načrtovanje rabe virov, prenov, vzdrževanja, posegov in tako naprej. No, ta zadnja stvar, ki sem jo omenila, je pa pač seveda tudi digitalizacija podatkov o novih materialih.
kjer v bistvu stremimo k po eni strani, naprimer, danes večkrat omenjenemu zmanjševanju okoljskih odtisov oziroma da bi se vsaj zavedali, kakšne odtise puščajo določeni materiali ali pa določeni vgrajeni elementi, in da bi lahko v bistvu s temi informacijami, podatki začeli učinkovito upravljati. Pri tem seveda je pomemben poudariti, da se bo v bodoče verjetno zelo skokovito razvijalo tudi drugačen način pripravljanja gradbenih elementov, 3D tiskanje, prefabriciranje, ki bo seveda pač vključeval nove materiale. Danes se pa delno že z nekimi pilotnimi takimi poskusi srečujemo in vidimo, kaj vse je pravzaprav mogoče. Ja, človeška domišljija nima meja. No, in zdaj za zadnjo mogoče tako točko za izpostaviti so pač pametna mesta, kjer pa v bistvu vse to našteto doživimo na eni zelo veliki ravni. Se pravi, spet si poskušamo bistveno pomagati z nekako IKT tehnologijami, poskušamo si pač čim bolj nekako učinkovito in trajnostno predočiti, kako bi načrtovali rabo virov. Pri tem si pa pomagamo z ogromnimi količinami zajetih podatkov. Te zajemamo s pomočjo danes zdaj večkrat omenjenih senzorjev, fizičnih naprav, ampak tukaj v bistvu lahko razširimo stvar tudi na kamere, na razne aplikacije, na algoritme prek spleta, prek pametnih telefonov in vključuje se v bistvu ogromno število tudi ljudi, kar pa pač vpliva oziroma bi mogel biti del razmisleka o pametnih mestih seveda tudi en tak vidik, kako gradnja takih ogromnih podatkovnih baz vpliva na pač sprejemanje odločitev, kakšne vplive ima to z vidika, se pravi, pač samih družb, kakšne sociološke vplive, pa tudi seveda ekonomski in politični vidik tukaj stopajo v ospredje, namreč obdeluje in shranjuje se pač ogromne količine podatkov o ljudeh, poleg tega, da se jih pač obdeluje tudi v ograjenih strukturah in to prinaša nek popolnoma nov vidik, nove razsežnosti in moč, ki jo v bistvu do zdaj še nismo poznali in bomo šele v bodoče ugotavljali, kaj vse bo to pomenilo. Mogoče čisto na enem takem aplikativnem nivoju pa lahko tudi povem, da prihaja zdaj do že zelo visoke stopnje harmonizacije med shemami, se pravi, prej omenjenega IFC-ja in pa informacijskega modeliranja mest, CityGML-a. Skratka, podatki, ki jih generiramo, postajajo izjemno zanesljivi in s tem v bistvu postajajo zelo zanesljive tudi analize. Tako, to so bili nekako ključni vidiki, ki smo jih poskušali zajeti tudi, kot rečeno, v našem prispevku v priročniku. Zdaj pa če imate kakšno vprašanje, bom vesela, sicer pa hvala lepa za vašo pozornost.